Zdravo, dobrodošli v še eni oddaji More Than Networking. Danes je moj gost, moj prijatelj Marko Hozjan. Marko, dobrodošel v oddaji. Hvala, sem počaščen za vabilo. Super. Tradicija, Marko, da jaz ponavadi povem, kako sem jaz spoznal mojega gosta. In zdaj tako, z Markom sem se spoznala, to je bil čisti pure networking povezava. To je posel, mreženje, je bil en projekt, mislim, da si ti prišel v drugem sestanku že not. In na koncu sva midva na tem projektu ostala sama, onboardala še nove ljudi, projekt ful lepo uspešno teče, mogoče va kaj povedala, mogoče ne bova, ne veva. V glavnem, kaj slag za Marko te povem, čisto serijski podjetnik, človek, ki je odprl, jaz niti ne vem, ko jaz sem šel gledat, v kolikih podjetjih si ti bil solastnik, pa co-founder od Agencije 101, Quantiflyja, v glavnem jezikovne akademije, ogromno tega, tako da, Marko, da mi se eno stvar povej, tema itak mreženje, ampak glede na to, kaj vse počneš, koliko ljudi okoli tebe, predvidevam, da te mreženje ni tuje, da si ti kle not ulin. Ja, zahtevno vprašanje, ker mreženje mi je bilo tuje. Če sebe pogledam v srednjo šolo, jaz sem bil zelo problematičen dijak. Vsako leto sem dobil kod pred izključitvijo, ker nisem hotel hoditi v šolo in sem imel toliko neopravičenih. Tako da takrat bi rekel, da mi mreženje ni predstavljalo nič, nobene vrednosti. Pa se je zgodila neka sprememba, verjetno tudi v odraščanju na faksu. No, takrat pa sem začel pravzaprav dojemati moč mreženja in posebej kot podjetnik. Gre za to, da sem pravzaprav že v teh ranih letih začel z lastnim podjetjem in takrat vidiš, da brez ljudi ne moreš nič. Kot podjetnik sam ne moreš. Eno je najprej, da najdeš tim, ker je ful tako zlato pravilo, da podjetja ne štartaš sam, če se da. Aha, okay. Drugo pa potem je, da najdeš sodelavce ali pa naprej ostale deležnike, ki jih rabiš za firmo. Ampak ti si že v bistvu, ko si omenil študentske vode, ne? Ti si bil že aktiven v študentski organizaciji. Res je. Koliko hitro si se aktiviral, kjer letnikov si? Pozno sem se aktiviral, čist na konc faksa. Čist na konc tega bachelorsa sem se, ker potem sem šel jaz na masters kasneje in tako da, in tam je bilo spet mreženje ključno. Pravzaprav recimo za šov v Ljubljani sem bil predsednik, se to je ena stvar, na katero nisem pravzaprav najbolj ponosen. Oziroma, edina odločitev bi rekel življenjska, ki jo ne bi še enkrat ponovil. Pravzaprav nisem, zdi se mi, da nič nisem spremenil tam, ampak zato, ker sistem ne dovoljuje kakšnih radikalnih sprememb. Okay. Če ti hočeš kaj spremeniti, te sistem hitro kaznuje. To je pač moja izkušnja. Tako da podobno vidim, da je po mojem v politiki. No, kakorkoli tam, da si uspel zmagati volitve, to pomeni je bilo, mislim, da takrat nekih, vse se niti ne spomnim, mislim, da 23 fakultet. Na vsaki fakulteti si mogel najdati in prepričati 2 kandidata, da sta kandidirala za tvojo listo in potem seveda delati cel pravzaprav marketinške dogodke po fakultetah, kjer je pa mreženje ključno. Ja, takrat si že začel buildati svoj personal brand, je tako? Ja, sicer sploh ne bi rekel, da sem v tem razmišljal. Ja. Daj mi samo nekaj povedati, tako, glede s kakšnim folkom sodeluješ. Če rečemo, ko ti zbiraš poslovnega partnerja, pri vseh teh podjetjih, sem prepričan, da imaš neka pravila, s kom dejansko greš v posel, s kom ne greš. Kje se pri tebi lomi zgodba? Verjetno tako, ko vsak človek si izbiraš ljudi naravno, ki so ti malo podobni, kar sicer ni vedno dobro, ampak tako je. Tako da definitivno, da je človek motiviran in to nadpovprečno motiviran, da je pripravljen iti korak čez. Drugo je, morda ta racionalnost je zelo pomembna, da nekdo ni zdaj čustveno labilen ali pa kakorkoli, da je dovolj racionalen, ker je posel, je igra volkov, zares. No, zven smo mi vsi prijatelji, vse je lepo, ampak posebej, ko pride do nekih resnih situacij, do kriznih situacij, smo velja ta latinski rek, homo homini lupus. Ampak zate, ko sem jaz spoznal tebe, so rekli, Marko, je pa, ko je treba težko odločitve sprejeti, hladen kot špricer. Da ti se da, takrat se ti znaš, ali ne vem, pač enostavnost, zdaj ne vem, a si bil vedno tak, ali to pride z leti, kako priješ tega, da
ker po vsej verjetnosti danes je tudi križni menedžer v moda, kako Moda Milan. Ja. In dejansko, mislim, to so težke stvari, to ne more kar vsak. Ne. Saj v bistvu posel, kako ti to dejansko, kako te to fulgane, ali kako ti uspeš vse te stvari? Gane vedno. Recimo, da sem v življenju odpustil 1 na 1, sploh ne vem, najmanj 100 ljudi. In vsakič me še vedno, ko moram do koga odpustiti, še vedno imam tisti smok v grlu. To je nekaj, kar ne bom dal nikoli stran. Ampak vse to, kar se tiče dojemanja stresa, sprejemanje takih odločitev, vse to je vaja. In to je zdaj pravzaprav tudi znanost pokazala, da nobeden ni rojen z nekim talentom zares, da vse pravzaprav se izučiš, vse gre za trening in pri meni šlo isto. Imel sem priložnost cirka 10 let nazaj prevzeti firmo, ki je bila hudo insolventna, negativen kapital in tako naprej. Tam sem mogel pravzaprav prvič sam odpustiti 50 ljudi, enega za enim, grožnje strani dobaviteljev, osebne grožnje, družine in tako. In ko greš enkrat čez cel ta postopek, prisilna poravnava, stečaj, ogromna negativna energija, ampak potem vidiš, da se to da se to lahko navadiš. In ko si sposoben v takem okolju funkcionirati, vidiš, da si sposoben nekaj narediti, kar 99% ljudi ni. In takrat ugotoviš, da imaš neko vrednost. Sej, jaz sem prej smo se pogovarjali, ko sem tam mamu govoril, da pač on atletika pa to in sem rekel, ne, ok, s tem rezultatom si zadovoljen, ne, sem rekel, kao šuter naredil, da boš imel boljši rezultat. Sej ni fora, se pravim, ampak isto sem to rekel, sej vsi uspešni, ki so dejansko morali, pač ne vem, vse govorijo, itak za Mesija, Ronalda, pa so vse ostale, da so prišli prvi, šli zadnji, ne vem, za Dražena Petroviča se je vedno govorilo, da on je bil, ko so vsi že šli, on še kar, ne vem, 100 metov, ali koliko jih je metov, ne. Tako da, a ti misliš, da, rečemo temu zdaj, da imeti pred sabo enega mladega podjetnika, nekoga, ki je pač valjda, mladi so ful bolj ambiciozni, kot smo bili mi, ne, kar je ok v neki točki, ne, a imajo oni ta, zdaj po tvoji ceni, imajo ta drive, a imajo toliko tega, da bojo, ker dol padeš, ker dobiš te klofute, a so toliko močni, da se dvignejo, pa da letijo naprej. Zdaj, ali je to, da je mlad podjetnik, ali pa to v neki točki zaposlen. Kako ti zdaj to vidiš? Seveda so, vsak je dovolj močan. Seveda, iz kje motivacija pride, je vprašanje. Motivacija, pravzaprav to bi znal kakšen psiholog bolje ugotoviti, prej z neke bolečine, frustracije in tako naprej, zakaj smo ljudje sploh motivirani. Najbolj zanimiv rek mi je, da motivacija je vir napredka, oziroma nezadovoljstvo je vir napredka, kar pomeni, da verjetno nezadovoljni ljudje so bolj motivirani, tisti, ki bi radi neko spremembo. In tisti, ki je motiviran, jaz mislim, da ni nobenih omejitev za človeka. In isto, ko govoriš o mreženju, če govorimo, da je znanost potrdila, da je talenta minimalno, da je skoraj da nima vpliva, da je vse namenska vadba, je potem isto pri mreženju. Če je nekdo introvertiran, pa da verjame, da je introvertiran, lahko pravzaprav s treningom pride do tega, da uživa v tem, da komunicira z ljudmi, da gre ven in da se s tem tudi sprošča. Ampak samo vaja je potrebna. Sej, pa mislim tako, še 7-8 let nazaj, jaz nisem slišal za besedo mreženje, tako da, in ko so me rekli prvič, da ja boš meni povedal, kako se mrežati, sem rekel, nekaj ti povem, ne. Valjda pol s časoma spilaš in tehnike in pristope in strategije, ne, tako da tukaj se s tabo absolutno čisto strinjam. Je pa danes tako, skoraj da ne je, a veš, kaj je bilo 7-8-10 let nazaj, je bilo dosti seksi povedati, jaz sem pa vegetarijanc, to je bilo fulin, ne. No, zdaj, v tem okrogu, ko se jaz sučem, je tako zelo moderno povedati, veš, jaz sem pa introvertiran. Veš, z mano debatira odprt, najbolj tako, veš, telefoni zvonijo, ampak ne, jaz sem pa ful introvertiran. Tako da, jaz, tako bom rekel, delal sem s parimi, ki so res introvertirani, no, ti se res vidi, ne, vse ostalo je pa pač, mislim, da se pač malo skriva za neko zaveso, mislim, zato, da sem bolj počut, ne. Definitivno se pa da čisto vse naresno, tako da, rečemo, ne vem, pa se ti, če greva sam še malo nazaj, pa se ti tudi nisi bil rojen v podjetniški družini, odkje ta drive za podjetništvo, kdaj si ti rekel, ok, zdaj pa dost, jaz bom pa, a si to že v štartu, ker rečemo, jaz sem imel to foru, da moram iti delati, ker pri nas doma je bilo pač mož najde službo, a veš, jaz sem se spravim, pri 37 rekel, jaz bom šel svoje podjetje odpreti, ne? Kdaj si imel ta drive, kdaj si rekel, jaz grem pa svoje podjetje odpreti? Zelo zgodaj. Imel sem izkušnjo, da sem
živel, moja dva sta se ločila, ko sem se jaz rodil in živel sem sam z mamo in živela sva, bi rekel, kar v revščini. Revščina pomeni, da si pogoste mesece nisem niti malce mogel vzeti v šoli, ker nisem imela denarja plačati, ali ko priješ domov, da je popolnoma prazen hladilnik, torej res nisva imela denarja, celo otroštvo. In to se mi zdi, da mi je ostalo v nekem takem res močnem, in je naredilo res močen vpliv na mene, da sem si rekel, nikoli ne bom brez denarja, ali pa nikoli ne bom tako brez denarja, ker vem, kako boleče je. Ne? In kako boleče je bilo zame, ko sem bil mlad, pa koliko enih šikanirana, pa tako naprej sem dobil. Recimo, ko smo šli s prijatelji v McDonald's, sem jaz edini tam sedel zraven, ki nisem načedel, ker si niti tega nisem mogel privoščiti. Ne? In potem sem zelo zgodaj začel gledati podjetniško, v srednji šoli sem iz Napsterja downloadal tele pesmi, delal albume, pa jih prodajal sošolcem, recimo. Ne? To bi rekel, da je prva podjetniška aktivnost, ki sem jo naredil. Drugače pa na temo, ki si jo omenil, da je nekdo, da danes ljudi rečejo, da so introvertirani, se mi zdi, da je to bolj iskanje identitete v smislu, da ostaneš v coni udobja. Zelo enostavno je reči, jaz sem pač introvertiran, tako je in se temu prepustiš. Se mi pa zdi, da je en trik, kako lažje pravzaprav delati na mreženju, pa lažje delati na tej ekstrovertiranosti, če tako rečemo. Pred kratkim je bila izvedena ena raziskava na nekih meritvah človeške energije. Dali so v en prostor 25,000 ljudi in so merili energijo teh ljudi glede na čustva, ki jo ljudje doživljajo. Ljudem so dali neke signale in tako naprej in so ugotovili, da najmočnejša energija, ki jo človek sprošča, ni z tistim prvim, ki mi pomislijo ljubezen, ampak kar je bilo presenečenje te raziskave, da je najmočnejša stvar, ki jo človek energetsko sprošča, avtentičnost. In če bi rekel, kaj je glavni trik, da si ti lahko bolj ekstrovertiran, je samo avtentičnost. In da si ti s tem pomeren, avtentičen in da greš ven v svet s tem. In takrat pravzaprav si po mojem zelo, rataš mnogo bolj simpatičen, mnogo bolj ne glede na to, če imaš nek fail, ali je to islanje, ali je karkoli. Ja, pa zato, ker je to fejkanje, to sploh z social, ki je prišel, pač enostavno ta razlika med tem, kar mi vidimo na social, se vse smeji, vsi smo veseli, vsi smo happy, po mojem, to bolj hrepnimo po tem, ko imaš pred sabo enega, ki je avtentičen. In jaz tako, pač ne vem, a ti iščeš popolnega sodelavca? A pa popolnega partnerja? Ja, se to ne obstaja. Se lik to je fora. Se to lik to je fora. Po vsej verjetnosti imaš pa neke vrednote, ki jih vlečeš in v zasebnem poslovnem življenju. Evo, da mi reči, kjer je tvoje tako, rečemo, top 2-3 vrednote. Ambicija, zaupanje, te dve. Ja. Ambicija pa zaupanje. Mislim, jaz, ker te zdaj že nekaj časa poznam, bi rekel, da si to ti. Daj mi sam povedati tako, a je kdo v temu tvojemu odraščanju, bil si z mami pa to, ampak če bi se zdaj tako vrnil malo nazaj, kdo je pustil največji pečat na te? Tako, kdo te tako zaznamoval, pa rečemo, pa gremo v ta postrovni svet, da lahko rečeš, te osebi sem pa res lahko rečem hvala za, a je to bil pogled, da je bil to nek pogovor, a je to bil dejansko v poslu nek naprav puš? V poslu? Poslu. Mater, to pa je zahtevno vprašanje. Vseh je lahko več, sam tok. Ja. Ne, osebi veliko, glede na število podjetij. Rekel bi, da se je začelo že v najstništvu, ko sem imel najboljšega prijatelja Tarika, ki zdaj živi v Švici. In on je pustil en velik vpliv na mene v času odraščanja, da sem se postavljal na lastne noge, da sem lahko odrastel prej kot sem. Zelo velik vpliv na mene so imele seveda zveze, v katerih sem bil partnerke, jasno. Drugače pa bi lahko rekel, da vsak partner, ker pravzaprav vsako podjetje, z izjemo enega, ker smo naredila 2 podjetji, sem naredil z drugim partnerjem, ker je šlo tudi za različne dejavnosti in bi rekel, da vsak partner me je nekaj naučil, pa mi nekaj dal. Ker so bile te dejavnosti zelo različne, od marketinga do izobraževanja, do softvera in tako naprej. In
Predvsem pa je vse šola za osebnostno rast. Največja šola je bila odpirati podjetje s prijatelji. Ta je najtežja, bi rekel. Ta je najtežja. Sploh, ko pride do kakšnega, ko prišle do challenge, ker je vse isto, ki v življenju tako, no. Ko si ti na vrhuncu, ko si močen, ko si lep, ko si zdrav, je vse lepo, ampak problem je, ko se zalom se pa vedno, ne. Tudi če nočeš se zalom, lahko da sem zelo pri tebi, pa se v tvojem mreži zalom, kar tebe tudi lahko prizadane, tako da ta je to je life, jaz vedno rečem, to so pač ups and downs in zle mim tega itak ne gre, sploh če si pa v podjetništvu. Zato potrebuješ partnerje, ki so dovolj zreli. Tu bi se rekel, so racionalni, ki so stabilni, ki niso, ki pač jih ne vrže stira, glih čisto vsaka malenkost. Ne. Ker je zelo redko, da nekdo za nalašč nekaj dela narobe. To je zelo redko. Res to, da je nekdo morda bolj počasen, morda nima najboljšega obdobja, da bi rekel, da ima bolen, ampak nič ni za nalašč, ker pomeni, da ne moreš nekomu zdaj učitati. Koliko je pa ego dober v poslu? Jaz bi rekel, da zelo slab, še posebej na vodstvenih pozicijah. Mislim, da bi mogel vsak lider zelo močno delati na dveh stvarih. Eno je v tem, da se svojega ega zaveda, pa da ga proba metati v smeti in hkrati, da povečuje, spomnim, kako je, v slovenščini mislim, da je ponižnost, humbleness. Ali to hvaležnost, ne? Hvaležnost, ja. Ja. Se tega nam poma itak manjka. Do vseh v okolju. Ampak se to nam že tako, če so čisti iskrena, nam manjka tudi v private life. Veš, da smo, ne vem, mislim, mi dva danes nemava kle. Mava kavo, mava vodo, zebe naju ne, nič ne leti okoli naju, veš, se safe počutva, ne. Mislim, zdaj tako, pa ena stvar, povedati jaz sem hvaležen, pa živeti hvaležnost, to je ful razlika. Mi znamo zelo veliko stvari povedati, pa veliko manj tega živimo, ne. Kar se pa itak vidi pol v samih dejanjih, ne. Moš pa kombinirati vedno in besede in dejanja. Da mi Marko nekaj povej, glej, jaz pač te privat poznam, ne, ti si strasten skipper, je tako. Drži. Tako da, jaz sem jo to priložnost, sem šel z Markotom, z ekipo smo šli prvič jadrati, jaz v lifeu nisem jadral in dejansko, 3 dni smo imeli dežja, sem rekel, da je bilo to najslabše obdobje, tako mi rekel, da nisem kol imel 3 dni dežja v šusu, ali kako. Ja, mislim, toliko slabega jadranja ne. Ampak je bilo ful dobro. Recimo, da sem 100 dni na leto na vodi in to v enem, torej jugo in dež 3 dni non-stop. Ampak je bilo dobro. Ja, super smo se. Jaz sem to imel tudi, pač hvala, priložnost spoznati in tvojo partnerko in Tamavga, smo se pač parkrat podružili. Kako ti, vem, da športaš, ampak tako mi rekel, glede na to, koliko imaš ti delovnih obveznosti, na kolikih projektih si ti, jaz vem, rečemo ta projekt, ki mi delava skupaj, si res odziven. Ti, kar rečeš do šnirja, ti dostavaš, nate se res človek lahko zanese. Kako ti vse to zbalansiraš? Mislim, ta del je meni tako fascinanten, tako neresno. In kad jaz veliko pomislim, če imam jaz se kdaj ujamem v to, ne vem, a se mi da, jaz veliko pomislim na te, pa rečem, če lahko Marko, da ne me zabavati. No. Pa imaš, se smo oba busy, ampak ti tako, po moje, saj 3-krat bolj, ne? Kako ti to zbalansiraš vse skupaj? Po mojem 2 simpel odgovora. Eno je partnerka, Klara, ki mi odnese pač 99% stvari doma in s sinom in tako da brez tega ne bi zmogel, tako da hvala njej. Drugo pa je ta nagnjenost k učinkovitosti, ne, da konstantno skušam delati stvari veliko hitro, ampak učinkovito in pol je to povezano z delegiranjem. Delegiranje je ključno. Ne. In više, kot si nekje, več lahko delegiraš, da nisi v tem operativnem začaranem krogu, iz katerega ponovadi ne moreš ven. Top. Ja. Daj mi sam še povej tako, kolikrat pa folk tebe pocuka za rokav? Kolikrat se ti zgodi, da pride en pa reče, ti Marko, lahko mi kaj pomagaš? Velikokrat. Ali pa bi rekel, glede na mojo zasedenost, rečem, prevečkrat. Ne? Okay. To je, ko bereš kakšne knjige o time managementu, ti rečejo, ja, preveč imaš sestankov, preveč imaš obiskov in tako naprej. Ampak velikokrat, ja. Pa rečeš vedno ja? Do zdaj sem, praviloma vedno rečem ja. Edina razlika je, da zdaj vprašam, kaj je tema, ne, ampak to, da spijem z nekom kavo, si praviloma kar vzamem čas. Ne, ker vem, da tudi tle si nadpoprečno aktiven. To je bilo,
ne, pač vem, zato pravim tako. Zanimivo je to, da ponovadi je tako, da človek je ful zaseden, po mojem to stvar prioritet, absolutno. Na en način predvidevam, da se ti pridobivaš tudi nove informacije, spoznavaš nove ljudi, vidiš nek nov potencial. Ne? Pač to je sam signal tako, jaz težko sprejmem argument, jaz nimam cajta. Jaz vedno rečem, pač nimaš te pravi prioritet. Časa imam mi do 24 ur, tako pač obaga mava. Tudi ti imaš zdaj po vsej verjetnosti čez pol ure nekaj zadelati. Tako da, da mi sam še povej, v tem duhu, ki te ponovadi cukajo za rokav, ok, ti rečeš ja, to mi je jasno. Kolikrat pa ti, imaš ti išel pocukati nekoga za rokav? Jaz bi rekel, da imam ta issue, ampak se spet namensko treniram, da bi bil ta problem manjši. Torej, en izmed ključnih, bi rekel, formul za uspeh je vprašati za pomoč. Ali za nek problem, ali za denar, ali karkoli pač je tista stvar, ki jo rabiš, ali da iščeš ljudi, ali da iščeš zaposlitev, karkoli. Ne? Di mi sam še eno stvar povej, tako, glede na to, da vem, koliko si aktiven, kolikrat pa ti dejansko greš na neke dogodke, na neke evente, si kle tudi zelo proaktiven? Ali? Tukaj sem malo manj, ker enostavno ne zmorem. Gre za to, da bi vseeno rad vsaj recimo 1 uro na dan preživel s sinom, in to je pa ravno pol ob večerih. In dogodki so pa praviloma ob večerih in potem tukaj nekje pa moraš skrajšati. Ne gre vse. Ampak dajmo reči, če si na enem dogodku. Dajmo reči, zdaj zelo veliko ljudi ima išel, sploh prijeti nekam na dogodek. Kako ti pristopaš do kakšnega? A imaš kakšen dober nasvet? A si ti kar pristopaš, ali zbiraš, kako boš pristopil, a imaš kakšno taktiko, ali pač si na dogodku, pa itak ful do tebe hodi? Ne, ni tako, da bi ljudje do mene, odvisno kje si, če na kakšnem dogodku si, koliko ljudi poznaš, ampak bi rekel iskanje skupnih točk, ali skupne točke v dani situaciji, ali pa iskanje skupnih točk v splošnem. Edino, kar je nekaj, kar se skušam tudi sam sebe trenirati, da ne začenjam pogovorov z poslom. V smislu, ponovadi smo zdaj navajeni, da takoj, s čim se pa ti ukvarjaš, kaj pa to, pa se mi zdi to že malo izpeto, da probam bolj razumeti človeka. Tako da eno vprašanje, ki sem ga zdaj večkrat vprašal, pa se mi zdi zelo dobro, kaj je tvoja zgodba? Nice. In potem ljudje tako malo pogledajo, pa jim je pa zelo prijetno odgovoriti, ker začnejo ponovadi iz osebnega vidika, kako so prišli do sem, ker so prišli in ne začnejo poslo, najprej začnejo v družini, v nekih okoliščinah in tako naprej. Bravo. Da ni tako na biznis. Ta je dobra. A ti dvomam, da ti to, ampak čisto zelo veliko sem še prej slišal, da folk loči, veš, ker so bili zelo pametni, jaz ločem posel pa private life, ne? To sploh lahko ločeš, ali? Ja, spet zahtevno vprašanje. Torej, seveda moraš ločiti na nek čustveni na neki čustveni ravni, kar pomeni, da ko si doma, probaš to odklopiti, kar se da. Ampak recimo, če gledam podjetništvo, je to, jaz nikoli nisem uspel tega ločiti zares. To pomeni, da ni dopusta, kjer jaz ne bi ali delal skoraj vsak dan, ali mislim bil na računalniku skoraj vsak dan, se to tudi po pol ure, ali pa sprejemal klice in tako naprej. Če si pa ti nek zaposlen v nekem zelo rigidnem okolju, ker delaš od 8 do 4, pa je pa ta ločitev lažja, Ja, ampak jaz mislim, da absolutno to, moraš imeti, jaz se tudi verjamem to, da moraš imeti odklop, da ti moraš imeti čas zase, čas za družino, čas za frende, da jaz iskreno ne verjamem v 24 ur delati preko trupel, jaz pač v tej stvari ne verjamem, zato ker je pol to, kar ste rekel, pač ti si se prioriteta ti je biti z otrokom in si rekel, jaz bom 1 uro, bom vikende z njo preživel. In tudi, če bi takrat, ne vem kaj, padel not, pač reči, to je moj čas za family, ker veš, da na ta način bondaš odnos ta mamo, ker če ga zdaj noš zbildu, ga čez 20 let noš bildu. Tako da, da mi sam povej, glede na to, da smo ful dinamični, da imamo ful enih oblik komunikacije, kako je tebi najljubše komunicirati? V živo, ni vprašanje. V živo, 1 na 1. Daleč najljubše, daleč najlažje, tam sem najbolj suveren. Pa v manjših skupinah, seveda. Online, vodil sem ljudi, ki so bili online. Imel sem, na primer, vodjo prodaje, leto pa pol, ki jo nisem videl, pa jo vodil. In vse gre.
Vse to, ko ljudje pravijo, da se zgubi, se nekaj zgubi, ampak vse se da, tudi odnose da zgraditi online. Ni pa isto, a ne? Ni prista, ne. Mislim, da pazi, da se, jaz se s tabo čisto strinjam, lik zanje sem imel, nekaj sem tudi rekel, da pač valjda se da in to je zelo prepleten danes, ne, ampak ko se mi vidva, ko si stisneva roko, ko se objameš, to je pač pusti jaz tudi nisem psiholog, pa ne štekam teh stvari, ampak pravijo, da dotik roke naredi neka kemija se zgodi, ali se pa pač ne. Veš, to ide, pa tudi klesi ta avtentičnost se zelo hitro pokaže, pa spristana si, veš, si iskren, pa kako komunicirati. Da mi tako, če bi ti sebe dal nazaj 20 let in če bi vedel vse to, kar ti veš, pa bi lahko zgolj eno stvar popravil, kaj bi popravil? Če bi sebe gledal 20 let nazaj, najprej bi si dal šamar, po mojem. To je v srednji šoli, ne? Ja, ali pa, lih takrat. Ta je dobra. Recimo, da bi rekel, da do 21. leta, da sem bil dost neodgovoren, kakorkoli. Pa se pa nekaj, po mojem sem odrastel, ne? A pa veš, kaj bi switch? Ne vem. A bil nek dogodek, nek pogovor, ali se je bil splet 100 okoliščin? Ja, po mojem splet okoliščin, da se je to zgodilo. Dal bi si 2 nasveta, ki jih nobeden ni dal. Eno je, najdi si coacha ali več njih, takrat nujno. Bravo. Ker jaz ga nisem imel, pravzaprav nikoli, do zdaj bi rekel. In dal bi si par knjig za prebrati. A takrat ti tudi nisem kaj preveč študiral, bral? Takrat sem šele začel brati. Zelo počasi, ampak dal bi si par knjig, ki zdaj vem, da so res dobre za 20-letnika. Ker sem ti ogromno poslušaš na knjige, ti audiobook, ti si čist not, tako. Ja. Te pa nimaš dost, ne? Ne, med vožnjo pa med telovadbo predvsem, Imel sem obdobje, ko sem po 50 knjig na leto preposlušal, zdaj imam res gnečo, tako da zdaj jih je 20. 20. Ko pa verjameš kleš, kaj jaz vidim, zelo velikrat, ker ogromno informacij folk absorbira, pa jih malo manj implementira, ne? In pride do tega zelo velika, da te informacije ratajo problem, ne? Ker imaš zdaj toliko stvari, ne vem, ne rataš zafrustriran. Meni se to rečemo zgodilo. Še sem tistega nič študiral, nič bral, tako kot ti, all-in, in kjerkoli sem bil neka branje, poslušanje pa to, ampak je problem, da nič nisem implementiral in pa sem ratal frustriran in pa sem naredil detox. Detox in se rekel, step by step, nekaj možno, ne bomo počasi spreminjati, tako da pač enostavno, ker če ne se zgodi, da mislim, kaj fora, če kao vem, a v bistvu nič ne delam, in to isto se pri mreženju zgodi, ker vsi kimajo, kaj moraš iti pa nekaj narediti, pa zamrzne. Zato sem te tu spraševal, ne vem, koliko ti iščeš pomoč, koliko ti znaš vprašati, s kom si ti obdan, ker tle si sam absolutno nemočen, ne moreš sam, valjda moraš sam sabo graditi odnos, ampak meni je predvsem ful pomembno, da jaz vem tako razlagam, da sem jaz, pač moram imeti, moram biti samozavesten, samo podobo, ampak ful je pomembno, kaj si ti misliš o meni. Kaj si tvoja mreža misli, ne pa samo to, kar jaz znam, pa kar jaz mislim. Če jaz mislim, sem jaz faca, pa ti misliš, sem jaz kreten. Wow, hud problem, ne? In če še, pa še, da mi sam to pa je, rečemo, jaz vedno rečem, da je ful pomembno, pa se to je že starek, da je, kdo je rekel in še lepo, kaj je bilo rečen, ne? Ker mi zelo veliko damo preveč pomena napačnim ljudem. Rečemo, ne vem, kako ti gledaš na to, ko dobiš kritiko, naprimer, ne? A pa, ko so bili guni pritiski, kako ti ne, ali imaš ti isto to, najprej, kdo je rekel, pa šele kaj je bilo rečeno, ali kako ti te stvari absorbiraš? Zdaj, najprej itak interno reagiram, to vsak človek. To pomeni, ali me zaboli, ali kakorkoli, če je kritika, ampak zelo hitro skušam prešaltati. To je ta ego. To, kar te zaboli, je v bistvu ego. Kar pomeni, da zdaj s svojim racijem probam to vršiti v smeti in gledati skozi drugo prizmo, da vedno je nekaj resnice v kritiki. Zdaj, a je malo ali veliko, je drugo vprašanje, potem odkrivam neko objektivnost. In spet skozi pogovor. Spet, ne. Ja. Ker, ne vem, jaz, kad sem jih poslušal par folka, ko vidim, ko pač delam tudi v svetovanja in rešuje probleme prek maila.
Ja, mail je obupen komunikacijski kanal. Pa ljuba duša, jaz ga berem drugače, kot ga ti bereš. Pa tudi vprašanje, koga ga ti napisal. Jaz ga pa bral skladno z mojim stanjem, katerim sem. Dej odvigam telefon, saj, pej do njega, ti se smej, dej pogovor. Jaz tudi ful verjamem to, da s komunikacijo ena lahko čuda delamo. E-mail bi se mogel uporabljati, saj jaz ga uporabljam izključno za administracijo, kar pomeni zapisnike in administrativno izmenjevanje nekih sporočil. Vse ostalo je v živo. Ker imamo sestanek, na e-mail gre samo zapisnik in nič drugega. Pa morda popravek na zapisnik ni. Ali pa če ti jaz pošljem nek račun, ti meni nazaj, kakorkoli. In to je vse. Za vso ostalo komunikacijo e-mail ni primeren. Ok, da mi ti zdaj bojo sam še ta, kje ti vidiš v dobi ChatGPT-ja, umetne inteligence, kam bo šlo mreženje? A bo to, v kjer smer gre to vse skupaj? Tole, kar mi da zdaj počneva, ena na ena. Jaz vidim stvari zelo pozitivno, pa da bojo tudi nove generacije gledam bolj pozitivno kot stare generacije. Jaz mislim, da se stvari v splošnem premikajo na dobro, da se moralne vrednote dvigujejo, da se naše zavedanje dviguje, naše znanje počasi dviguje in ne vidim nobene posebne nevarnosti strani AI-ja za ljudi, tako kot pravzaprav se je izkazalo, da socialna omrežja niso podrla stikov ljudi in tako naprej, da posel online, ki smo imeli, ni podrl teh stikov ljudi. To je v naši naravi. Mi rabimo fizični stik in ta bo vedno ostal ne glede na. Tudi ko bomo imeli virtualne svetove v metaversu ali pa kjerkoli drugje, še vedno bomo imeli fizičen stik. V bistvu vse, kar se nam dogaja, samo možnost komunikacijskih kanalov se nam širi. Kar je v bistvu v redu. Včasih smo imeli samo v živo, potem smo imeli še telefon, pa smo imeli še mail, pa smo imeli še socialna omrežja in tako naprej. Zdaj bomo imeli še virtualne svetove, kar pomeni, da v bistvu to je dobro. Vsak kanal nam pa odpira možnost stika z drugim človekom. Ne? Kako imaš pa ti zdaj izkušnje, kad delaš z mladim? Kaj zdaj, kar slišim, da imajo zelo problem tega osebne komunikacije, da dejansko ful lažje komunicirajo prek chatov, da jim je to tako bolj naravno, da se dejansko izogibajo osebne komunikacije. Govorimo zdaj zelo na splošno. Mislim, jaz poznam 20-letnikov takih, ki menčilju spade dol. Rečem, kva se mi je zdelo pred 20, kva oni delajo tako noro. Mislim, tako, jaz sem enega, ki je 22 let star, ki meni dela. Meni pomaga, mi suportira, se jaz učim od njega. Mislim, jaz sploh ne gledam na leta, meni je to itak čist zgrešen, s pol leta, barva las, I don't care, ne. Aj veljo ali ni veljo, ne. Ampak, ko zdaj poslušam, da imaš, rečemo, ne, tudi te, ghosting, da kar zginejo, ne pridejo, ne prevzema odgovornost, ne, in da je pač to je rato kar velik išjo, ne. Sploh v podjetništvu. Jaz mislim, da je to vse povezano samo z razvitostjo, z odraščanjem. Če govorimo o mladih ljudeh, se mi zdi to popolnoma normalno. Oni bežijo nazaj v cono obdobja in vse, kar je, nekdo bi se mogel z njimi ukvarjati, jih učiti, kako sebe trenirati, biti boljši. In to je to. Torej spet, kot ste rekel, kakšen dober coach, knjige, pogovori, komunikacija. Ja. Mislim, jaz imam primere, ko so pač, ne vem, določene organizacije, ki delajo z mladim. In ti, ki priješ tam, to so 15-16 letniki. To te sezuje, kakšno vprašanje postavljajo. Resno, to te sezuje, ko on, zadnjič ena rekla, pri 16 je prav, restart možganov. Dec jaz 5 let nazaj nisem vedel restart možganov, če se pogovarjamo. Tako noro, zato jaz ne podcenjujem to, meni to te floskole, ne, mi pač ne, ampak glede na to, da si ti zelo veliko stiku, zelo veliko podjetništvo, da mi sam še povej, zdaj, ko pač vodiš te podjetja, ki so v krizi, zelo velika so to mička starejši not, ne, ali ja, ne, ampak da mi povej, kako se pa starejši kleje v temu duhu povezovanja, ali znajo oni iskati support, pomoč, ali imajo kle malo večji išjo. Kako ti tukaj vidiš? Veliko imam izkušenj s starejšimi. Torej, starejši zelo veliko dajo na osebno komunikacijo, zelo veliko dajo na odnos, pa na to, da beseda drži. Ampak vseeno, ko bi primerjal mlade pa starejše, je tak velik prepad, predvsem, kar se tiče mindseta, rasti. In tukaj je ta ključna sprememba, da ko gledam to starejšo populacijo, v večini primerov ljudje stagnirajo. Stagnirajo v zdravju, v IT znanjih, v motivaciji, pravzaprav v vsem stagnirajo in to je res žalostno videti in verjamem, da nove generacije ne bodo na tak način
toliko močno stagnirale kot zdaj te generacije. Gre pa za to, da so odraščali v drugem okolju, z drugimi vrednotami, zato vidim še posebej pozitivno prihodnost, kar se tiče mladih. To, kar si rekel, ta stagniranje, podpišem. Jaz sem doma to gledal. Pa ne samo doma, v naselju sem to gledal, ker je bila fora pač pet v službo, pol 15 čez 20 bil doma, ne? Razumeš, in pol je bilo tako, če si prišel na linijo, pa ni bilo, a pa če nekdo ni svoj del naredil, si dvignil roke, ne? Veš, ker si pa ti v fohu tega, se sam veš, podjetništva, veš, ne, ker se ukvarjam, jaz sem še vedno, da imaš mali podjetnik, ne? Veš, moraš biti vse, razvojnik, direktor, menedžer, in jaz vedno razlagam, ni šans, jaz sem če nimam mreže, če nimam pravih ljudi, pa tole se ne posnel, če jaz ne bi imel. Nič od tega ne moš narediti, absolutno si nemočen. Dajmo tako čist šalo na stran. Samo naj šoferji cistern, nafte naj sostavijo. Ne, koliko jih je v Sloveniji, če jih je 200, 300, pa je kolaps sistema. Toliko smo odvisni eno drugega, da ne govorimo o širših geopolitičnih challengih, pa nek se zgodi v Ameriki, pa nas kleklofne. Kitajci nekaj naredi, pa mi dobimo klofuto spet. Pač that's life. In meni sam ni jasen, kako lahko, kljub temu, da vse to vidimo, bežimo od ljudi. Gre po mojem za nerazumevanje. Kar sem jaz se naučil v življenju je, da 99,9% problemov, ki jih imam, mi jih bo vedno lahko rešil človek. Kar pomeni, bom tožen za neko stvar ali pa bom na sodišču, pa to govorim iz osebnih izkušenj. Če ti poznaš ljudi na sodišču, če poznaš sodnico, stvar bo drugačna. Ti imaš hudo bolezen, če ti poznaš zdravnike, popolnoma drugače. Ko si ti v podjetništvu, ti poznaš investitorje in tako naprej. Kar pomeni, da je mreženje ključna stvar za rešitev slehernega problema, ki ga imaš v življenju. Skoraj da ni problema, ki ti ga človek ne bi mogel rešiti. Človek, to je to. Wow. Po moje lahko le kar zaključiva. Kako vržeš mikrofon, pa rečeš, to je to. To je tako, ko enkrat to začutiš, moč mreženja, a mi rečemo mreženje, povezovanje, grenje odnosa, kakorkoli je, ko začutiš to moč, pa res vidiš, ne, je pa še ena stvar, ne, da ti moš dostaviti. Ti moš biti dober magnet, ti moš biti kredibilna oseba, da bo, ne vem, ko bi rekel, se ta prava oseba odzvala. Ker ni fora imeti 500 folka, fora imeti ta prave ljudi. Ne? In ni fora zdaj, ne, se pravim, da veš pa tudi tako, če bi jaz te 5 let nazaj poklical, se nisem poznala, ne, za vprašanje, kako bi bilo, verjamem, danes, ko te pokličem, ne, je to čist drugače, zato, ker sva se pomodala, zato sem morala pa investirati čas. Pa morala sva se dokazati en drugemu. Pač mi sva to srečo, da sva se skozi projekt dokazala, a veš, in jaz velikrat rečem, ful velikrat v odnosih sploh ne rabiš razlagati. Mislim, če jaz moram tebi razlagati, kva sem jaz naredil za najin odnos, pol imava hud problem. Se veva oba. Ne? In to je zelo velikrat, pač in v privat lifeu, ne, in pač v poslu. Ne? S tem, da pač v poslu, kot si rekel, pač enostavno morati malo bolj delati, ne? Ker v pravi smo veliko bolj čustveno povezani. Ne? Tako da, samo še eno stvar bi dodal na temo tips and tricks. En znan slovenski lobist mi je dal en trik, ki ga on sam izvaja in je rekel, na vsaki kavi, ko sem s človekom, vedno skušam kavo zaključiti s tem, da ugotovim, kaj jaz lahko temu človeku pomagam. Bra. In s tem, ko jaz ljudem pomagam in to seveda brez plačanja, tako, s tem si jaz naberam, ne vem, kako bi rekel, točke, nekaj pri ljudeh in je rekel, tako mi lobisti delamo. Mi ljudem pomagamo vsak dan, potem pa enkrat rabimo nekaj kontra in dobimo. Ja, ta je dobra. Ta je dobra. Ne, ampak večina, trik je pa zdaj tako, kaj moje izkušnje kažejo, da ko nas en pocuka z rokav, ne, bomo pomagali, to smo 100-krat pokazali, mi imamo pa ogromno nišjo dvigniti roko preč, mene pa kle zmanjka. To nas pa jaz ne vem, kaj nas je, kaj nas pere, ampak imamo ful velik izziv. In to je samo trening spet. Ja, absolutno. Zavedanje tega pa treniramo. Pa še ena stvar, ne, zdaj kaj še imaš ti, jaz vedno rečem, ne, da greš ti do prvega, ki ga poznaš, da ti pomaga, ampak greš do ta prave osebe. Pa čeprav ga ne poznaš, moš na pravi način pristopati,
pa biti avtentičen, pa se pravi, pa posuj se s papelom, reči, le klem je zmanjkal, kratek sem, ne. A veš, vse se da, no, vse pa folk bo pomagal, ne. Torej, ta trik, ne, da na koncu zaključe zdaj jaz ne vem, kako sem se jaz klejem, ampak jaz sem se sprogramiral, ali pa sem drill vaja, da ko se jaz s tabo pogovarjam, jaz najprej razmišljam o temu, a ti dam lahko nek benefit, kako jaz ali moja mreža, ne, te pomaga, šele pol pride do tega, če sploh, ko tebe spoznam, ker te ne poznam, rečemo, če bom kaj rabil, bom pa absolutno zelo, zelo zakričal. Tako da kle se ponovno šparam. Ampak če te ne poznam, kaj ne iščemo tebe, če ne vem, kdo si. Ne? Veš, ko te pa spoznam in mi te začnejo, ne vem, pa niti ne vem, kdaj se mi je to prešaltalo, ampak ta del mi je tak. Izvajo. Vaja, ne? Ko to delaš nekaj časa, to postane avtomatizem. Rad autentizem. Deva tako, še ta zadnji nasvet. Pred sabo imaš, dajmo reči, Boškota, ki je glih štartov posel. Dajmo še 2-3 taka nasveta, dal si jih ful velik, pa kaj bi rekel, ne vem, z vidika, pa rečemo tega mreženja grejenja odnosa. Ok, rekel sva, bodo autentičen, kaj še? Kaj misliš, da enemu tam junior Boškotu manjka? Ne štartati posla sam. Top. To bi rekel, se mi zdi, so različni posli, ampak ekipa, tim 2-3 ti da res en value. Predvsem pa co-founderi ne smejo biti tvoji prijatelji, ampak ljudje, ki prinesejo enako vrednost kot ti sam. Lahko so prijatelji, ampak da prinesejo vrednost v podjetje. Drugo pa je resno evalvirati produkt, s katerim greš na trg. Torej vedno in vedno vidim en in isti vzorec, da se ljudje matrajo s prodajo in matrajo, v bistvu je pa ves čas problem v produktu. Okay. In zdaj kontra vidim, da dobri produkti se prodajajo za med, tako je. In je lahko obupen management, obupna prodaja, obupna organizacija v podjetju, pa neka podjetja, ki uspevajo, ker imajo dober produkt. Kar pomeni, da bi podjetnikom svetoval, da se res veliko ukvarjajo s produktom samim, dokler se ne bo prodajal sam. Wow, top. Marko, hvala, ker si bil moj gost. Meni je zanimivo, imeli smo tako zelo tako resno debato, ne, drugače je ful bolj sproščena. Mislim, itak je bila sproščena, ti si vedno prijeten. Danes sem malo tak prehlajen, ampak... Ne, top si bil sogovornik, jaz verjamem, ko bomo zrezali te tips in trikse, bo to zelo koristno. Res še enkrat hvala. Dragi gosti, zdaj, če mi je bilo to všeč, lajkite, šerite, dajte slediti Markotu, LinkedIn, da bomo tako zboostati malo profil. Tako da še enkrat hvala, ker ste bili z nam, pa se vidimo zelo v kratkem.